Čau družba, dobrodošli. Danes bomo pripravili zelo hitro kosilo za med tednom in sicer združili bomo dve moji ljubi stvari, to so njoki pa mehika. Naredili bomo njoke po mehiško iz enega lonca. Fino kremni so. Noter imamo papriko, fižol, koruzo, potem kokosovo olje in paradižnik. Krompirjevi njoki, pardon, ne kokosovo olje, kokosovo mleko. In krompirjevi njoki pa poskrbijo, da se vse skupaj fino zgosti v tako res kremozno omakco. Tole, ko boste enkrat probali, vam garantiram, boste naredili večkrat. Kar začnimo. Začnemo tako, da vzamemo polovičko večje čebule in pa 2 stroka česna. Oboje nasekljamo fino, zelo na drobno. Takole je najlažje nasekljati čebulo res na fino in drobno. Sam 1, 2, 3, okoli se vrtimo okoli noža in jo nasekljamo. In kako vemo, kdaj je čebula tako ravno prav drobno nasekljana, ko priteče prva solzica. No, zdaj pa tole, v loncu že imam segreto olje, fliknemo kar noter. Malo popražimo in vmes bomo pa nasekljali še česen. Ko čebula postekleni, nočemo da porjavi, dodamo noter še česen in pražimo še 2 minutki. Zdaj pa paprike narežemo na malo večje koščke in jih prav tako popražimo. Papriko dodamo zdaj v lonec in pražimo še nekje 5 minut. Te jedi iz enega lonca so res praktične za med tednom, zelo hitro so pripravljene, pa še malo je za pomivati. Medtem ko se paprika praži, dodamo še čili, lahko dodate suhega, jaz bom dodal pa kar frišnega, ki ga imam na zalogi. Seveda pa po pameti. Ker je ravno januar, jaz danes pripravljam tele njoke v veganski različici. Uporabljali bomo kokosovo mleko. Če želimo, oziroma če nimamo kokosovega mleka, lahko damo tudi smetano. Smetano za kuhanje najboljš in bo zadeva vegetarijanska. Seveda pa za vse mesoljubce ne pozabite, da lahko sem noter dodate tudi malce mletega mesa, sicer pred papriko, potem da ga fajn karamelizirate, ostal postopek je pa popolnoma identičen. Ko je zelenjava popražena, dodamo žličko origana, še žličko in pol mlete sladke paprike. Namesto sladke paprike bi lahko dodali tudi dimljeno, takrat jo dajte pa mogoče malce manj, da ne bo preveč okusa po dimu. Tukaj imamo še mleto kumino, približno 1/4 žličke, ne preveč, in pa na koncu dodamo še sol. Ta je seveda po okusu, jaz priporočam, da date približno 1 žličko. Še vedno lahko pa kasneje dodate, ali? Evo. Vse skupaj zalijemo s kokosovim mlekom. Lahko je polnomastno ali pa lahko. Jaz sem uporabil lahkega, da bo malce bolj lahkotno jeti. Poleg 400 ml kokosovega mleka dodamo notri še približno 2,5 deci pasate. Vse skupaj premešamo in dodamo še 600 gramov kar surovih njokov. Tele so kupljeni. Krompirjevi njoki. Premešamo, pokrijemo in pustimo kuhati. Tole zdaj pokrijemo in kuhamo približno 5 minut na višjem srednjem ognju, toliko, da brbota. Potem bomo pa čist na koncu dodali še noter, tle imam 140 gramov odcejenega
fižola iz pločevinke in pa enako količino koruze iz pločevinke. Samo malo pogrejem in kosilo je pripravljeno. A ni simpel, pa hiter, pa dober. Pet minut, ki je mimo. Ko tole delate, je res fino, da uporabite krompirjeve njoke, zato ker vsebuje krompir še škrob, ki pomaga tole omako v tako fino, kremozno, čudovito, kaj pa vem, čudovito nekaj, balerino na jezeru vašega krožnika. Ampak, tole je že skoraj pripravljeno, zdaj dodamo noter še odcejen in opran fižol iz konzerve ter koruzo. Če boste tole delali z mesom, pa malce prilagodite količino zelenjave, ker zna biti, ali pa tekočine, tako da bo vse skupaj funkcioniralo. Premešamo, še kuhamo 2 minutki in smo. Kosilo je pripravljeno, tole je dejansko nekje 25-30 minut dela. Čisto na koncu lahko gor dodamo kislo smetano, pazite, če ste vegansko, pač zberite vegansko. Jaz bom dal pa tole hrustljavo čebulo cvrto, ki sem dobil v Lidlu, ki je fantastična, skozi jo kupujem. In bo ful fina hrustljava tekstura, ki jo lepo zaključi tole jed. Mehiški njoki iz enega lonca so pripravljeni. Pripravite jih še vi. Meža je dober? Ni treba sam snemati, lahko še ješ. Dober tek? Ja.